En lep vikend, žar in pivo in tega dobite po akcijski ceni. To zdaj ni kakšen oglas, je pa začetek razmišljanja, da bi v prihodnem mandatu prepovedali, da se alkohol prodaja po znižanih cenah. In zakaj se kdo s tem sploh ukvarja? Ja, ker je pri nas med 25 in 64 letom skoraj polovica takih, ki pijejo preveč. In stroka je prepričana, da moramo nekaj narediti, zato je stranke, ki bodo letos kandidirale na državnozborskih volitvah, pozvala k izpolnjevanju ankete, kaj so v prihodnosti glede te tematike pripravljeni spremeniti. Larisa Pukšič. Ja, moja zgodba je povezana s skokom v vodo, neprevidnim skokom v vodo, ki se je zgodil, ko sem bil pod vplivom alkohola. In marsikaj, kar se nam zdi pod vplivom alkohola smiselno, dobro in pametno, je vse prevečkrat rdeča luč, ki nam v glavi ne sveti. Razlaga ambasador zavoda Vozim, zato je prepričan, da politika lahko pomaga tako z omejitvami kot opozorili. Politične stranke so odgovarjale na vprašanja povezana z marketingom, ekonomijo, dostopnostjo alkohola, prometom in njegovimi zdravstvenimi posledicami. Podpirajo predvsem aktivnosti izobraževanja in ozaveščanja posameznikov, ki pa nažalost tudi potem prenašajo odgovornost samo na posameznika, ki pa potrebuje neke institucionalno podporo in dodatne ukrepe za to, da pač živi bolj zdravo. Prepričani so, da to lahko dosežemo z obdavčitvijo, minimalno ceno alkoholnih pijač, prepovedjo akcijskih cen in zvišanjem minimalnih stopenj, s katerimi se je strinjalo 8 strank. Z uvedbo minimalne cene na enoto alkohola pa se ni strinjalo 6 strank. 4 so to podprle, 3 pa so izbrale odgovor ne vem. Naša obstoječa zakonodaja niti ni tako zelo slaba, je pa zelo veliko možnosti za napredek pri spremljanju nadzora nad njeno implementacijo. Torej, kako se ta zakonodaja izvaja, ker smo na podlagi terenskega dela ugotovili, da je alkohol še vedno preveč lahko dostopen, predvsem mladim. Kljub nadzoru policistov pa se 1/3 nesreč s smrtnim izidom zgodi prav zaradi alkohola. A so začasen odvzem vozniškega dovoljenja takoj ob prekršku za 3 do 6 mesecev podprle le 4 stranke. Mi imamo zagotovo vsaj tretjino takšnih voznikov, ki so trenutno v postopku za morebitno odvzem vozniškega dovoljenja ali pa imajo že izrečen pogojni odlog prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ki so ponovno zaloteni pri vožnji pod vplivom alkohola. Zato alkohol vedno uživajmo zmerno in odgovorno, saj nikoli ne vemo, kdo je lahko žrtev neodgovornega ravnanja.